V naslednjem videu si bomo pogledali, kako naredimo na naši spletni strani vertikalno navigacijo. In sicer, kaj mislim z vertikalno navigacijo? Če pogledamo tukaj na levi strani, lahko vidimo, da imam tale del, ki se drži leve strani, in nekaj takega podobnega bomo naredili, s tem, da se bo naša vertikalna navigacija cel čas, recimo, če grem pod kakšen spisek, cel cajt se bo držala mojega zaslona. Torej, prva stvar, ki jo bom naredil, je, da bom naredil globalno glavo na moji spletni strani, se pravi build global header. In potem, kot ponavadi, si bom jaz tele 3 vklopil. Če je slučajno kakšna stvar bagi, lahko takoj pridem do teh nastavitev. Torej, prva stvar, ki jo bom naredil, je, da bom spremenil širino te moje sekcije, v katero bom postavil meni. Cel čas boste pa gledali to, da seveda na telefonu in pa na tablici vertikalna navigacija absolutno ne pride prav. Zato, ker če bi na telefonu za vertikalno navigacijo gledali, nam recimo pol telefona samo meni zasede. Popolnoma neuporabno. Tako da boste videli, da na vsaki točki postavim dizajn izključno za desktop. V tem primeru, če je širina mojega zaslona več kot, mislim, da je 1000 pikslov, bo on avtomatsko postavil, oziroma če se ne predstavlja kot mobilna naprava in je širina njena več kot 1000 pikslov. Videli boste, na primer, da tudi če v svojem brskalniku na računalniku malenkost skrčite širino brskalnika, se bodo te elementi začeli sesuvati. Torej, minimalno 1000 pikslov in pa en PC. Torej, prva stvar, grem v nastavitve moje prazne sekcije in grem v zavihek dizajn. Malenkost si bom še tole stvar pomanjšal, da bomo lahko več videli na zaslonu. In šel bom tukaj pod sizing. Zdaj pa, če se spomnite, boste videli, da če grem z miško čez posamezno sekcijo oziroma posamezen delček nastavitve, imam tukaj tole ikonico. In če jo kliknem, imam nastavitev za podatek za tablico, podatek za računalnik in podatek za telefon. Pri računalniku si bom nastavil, da bo moja širina 300 pikslov, pri tablici in pri telefonu pa bom nastavil širino 100%. Naslednja stvar, ki jo moram narediti, je tukaj height. Velikost, ki jo želim na mojem računalniku, je 100 relativnih višinskih odstotkov. Torej, čisto od zgoraj do čisto od spodaj bo vedno na polno. Tukaj pa bom dal avtomatsko višino, kar pomeni, da bo element točno toliko visok, kot je pač elementov noter v njem. Naslednji korak, ki ga bomo naredili, je razmak. Torej, margin pa padding, razlika je v tem, da je margin razmak na ven od elementa, padding je razmak na noter od elementa. Želim si nekaj minimalnega paddinga noter in spet si bom nastavil, da želim imeti te 3 različne. Pa dajmo poskusiti recimo 9 pik oziroma 10 pik. Tukaj pa
nič, nič, nič in nič. In še tukaj le nič, tako, 10 pik, nič in nič. Dobro. Naslednja stvar, ki jo želim narediti, je, da bom dal manjšo senčko, da bomo lahko enostavno videli, kje se pojavlja naš vertikalni meni. Torej, minimalno senčko, ne, naš vertikalni meni in vse elemente, ki jih bomo dodali noter v ta vertikalni meni, se bodo pojavili tukajle noter. Senčka bo dovolj, nič ne bomo spreminjali. Tole mi je čisto všeč. In pa še tukajle pod Advanced bom moral definirati pozicijo. Pozicija bo tista nastavitev, ki bo držala moj meni cel čas prepopan na zaslon, ne, medtem ko na telefonu in na tablici bo stvar v trenutku, ko bo uporabnik poskrolal, izginila. Se pravi, še enkrat naredim za 3 stvari različno. Pri tablici in pri telefonu bo stvar relativna. Medtem ko na računalniku bo njegova pozicija fiksna, zgoraj levo, in pa še ena stvar, tale z-indeks želim spremeniti v eno številko, ki je zelo visoka. Kaj je z-indeks? Če si predstavljate recimo layerje, najvišja številka je najvišja. Torej, to pomeni, da nikoli se ne more zgoditi, da bi bilo karkoli nad njim, razen če enkrat zaspim na tipkovnici in dam nečemu drugemu z-indeks še višje. Dobro, torej, zdaj imamo na računalniku pripopano sekcijo široko 300 pikslov. Imamo eno senčko, za hec bom še spremenil eno takole sivo barvo, da bomo približno videli, kako stvar izgleda, ko skačem med posameznimi pogledi, ne. Tukaj takoj lahko vidimo, da bo majhen elementek zgoraj na tablici in majhen elementek zgoraj na telefonu. Vrnil se bom na računalnik. In dodal mojo novo eno vrstico in znotraj te vrstice bom dodal meni. Zdaj, en meni sem že naredil z 3 popolnoma fake stvarmi, tako da bom to zaenkrat pustil na miru. Se pravi, imam 3 elemente iz mojega SDF-DGDBH menija. Dodal bom en logo, recimo estetsko pleasing bo tale Soniču slikica. In pri dizajnu pod layout bom izbral centered. Torej, to pomeni, da je najprej logotip, potem šele pa vsi elementi znotraj logotipa. In zdaj, naslednji korak je seveda, da malo poskušam zdizajnirati moj najlepši možni meni. Izjemno že izgleda.
bom takole za hec pustil, ravno zaradi tega, da se vidi potem, da ko bomo dodali kodo noter, se bodo ti elementi sami od sebe razporedili. Torej, lep, neverjetno lep, vizualno pleasing meni. Ena stvar, ki jo bom spremenil, je ta background color, ki ne vem, zakaj je vedno default pri elementu za menije. Torej, znotraj contenta imam background in tukaj zbrišem tole belo barvo, da imam samo elemente, ne pa še ene ekstra barve, s katero se moram potem ubadati. Torej, zdaj imam te elemente postavljene in naslednji korak je žal, da se doda malo kode. Zato, ker to še ni funkcionalnost, ki bi bila na voljo pač kot one click option. Tako da je treba se malo poigrati z CSS kodo. Torej, CSS kodo dobimo tukajle najprej pod ID in classes in pa potem custom CSS. Pod class si bom jaz nastavil nekaj, da bom lahko potem en kup dodatne kode prelepil noter, in sicer jo bom poimenoval vertikalni meni UK. Nato pa v custom CSS-u, kjer imam v bistvu možnost vse elemente točno tako, kot bi si jih želel, da izgledajo. Ena stvar, ki si recimo želim, je, da naredim razmak med logotom in pa kjer se začne animacija. In sicer bom to naredil tako, da bom rekel, da je od logota recimo 20 pik nadol. Margin bottom 20 pikslov in ga je premaknil nižje. Če bi želel, bi lahko to naredil tudi samo za desktop, za tablico in telefon pa ne. Se pravi, da imamo 20 točk na tablici in nič na telefonu in pa na, sem narobe rekel, 20 na računalniku in nič na tablici in telefonu. Zdajle, ko gledam, ena stvar, ki jo še moram spremeniti tukaj najmanj, je barva tele ikonice, ki se pojavi pod menijem. Mogoče bom tukajle vendarle dal malenkost drugače. Bom rekel 10 točk. Tudi tukaj bom dal 10 točk, da je malo odstranjeno od zadevščine. In potem bom šel spet nazaj v design, pod ikone in tukajle našel mojo hamburger ikonico in ji dal isto barvo, kot je tale lepa modra barva. Vse ostalo, seveda se lahko poigrate, kako bo stvar izgledala. Vse te stvari so tukajle v drop-down menu in pa menu text. Torej, če najdem tukaj takole in pa takole, pa imamo eno, recimo, kolikor toliko spodobno žlobudrajščino že narejeno.
pri telefonu se bomo lahko igrali potem še s tem, ne. Se pravi, tukaj je nek ekstra razmak, ki bomo videli, če nam je všeč, ne, tudi na obeh straneh. Če bi želeli čim bolj zapolniti to stvar ali ne, bo naša odločitev na neki točki. Torej, zdaj imam kupček teh elementov postavljenih in šel bom v Wireframe View, zato da lahko prelepim kupček dodatne kode, ki jo je treba dodati, da bo stvar delala. Izbral si bom Code Module in pa tukajle prilepil kodo, ki jo boste dobili v enem ločenem fajlu, tako da boste lahko prelepili direktno noter. Želim samo nekaj specifično izpostaviti, in sicer tistih 300 pikslov, ki sem jih jaz na začetku nastavil kot širino te vertikalnega menija, je tukajle čisto spodaj, ne. Kaj to pomeni? Da je glavna vsebina strani, ki se bo vedno na desni strani pojavila, je širina 100% minus 300 pik in odmik od leve je 300 pik, torej pok točno 300 pik premaknjeno v drugo stran. In če se vrnem nazaj, se je zgodilo nekaj specifičnih stvari. Torej, te stvari so zdaj postavljene na levo in vsak element je sesut na dol, kako bi rekel. Torej, ko se konča, se naslednji vedno začne v naslednji vrstici. Torej, nimamo problemov z kakršnimkoli, da bi se recimo dva elementa dotikala ali pa nadaljevala eden iz drugega. Tako, če bi želel, bi lahko recimo tukajle v menu link rekel na primer, da je na primer razmak med elementi manjši, kot je bil do zdaj, pa bi tukaj še malo povečal. No, pa imamo spet malenkost drugačno stvar. Tukajle sem pozabil, da si to stvar želim izključno samo za desktop in ne tu in ne tu, ne. In tudi tukaj, se pravi, imamo 10, 10, dobro, v redu. Če bi želeli, lahko na tej točki dodamo v ta meni še na primer nekaj socialnih ikon, na primer Facebook in Twitter. Pri igranju s temile barvami boste videli, da če greste tukajle v background, se ne zgodi nič oziroma se zgodi to, kar se je zdajle meni, da je v bistvu ozadje celega modula, česar ne želimo, medtem ko če grem tukajle v design in pa potem barva ikon, se spremeni v bistvu samo tale del noter. Kako zdaj do tistega, do tele barve, ki je tukaj v ozadju? Do te barve lahko pridem tako, da grem v posamezno opcijo od socialnega omrežja in tukaj lahko spremenim barvo. Zdaj, jaz bom recimo želel imeti isto barvo, kot je že v mojem dizajnu. In ne, da ne rabimo iti v vsako izmed njih, lahko desno kliknem, dam copy item styles,
desno kliknem in paste item styles in imam obe v istem izgledu. In zdaj še ta zadnja stvar, alignment dam na sredino. In smo praktično že zaključili z svojim dizajnom. Mogoče dodam še, da bo res grozno izgledalo, dizajn, še en border na desno stran. In seveda tega ne smem pozabiti narediti izključno za računalnik, torej border. In pa border color. Izjemen oblikovalski dosežek, ki smo ga uspeli narediti v 20 minutah. Torej, ne smem pozabiti, zdaj, ko imam vse skupaj narejeno, da kliknem na save in potem, ko se zadevščina shrani, da kliknem še tlele še enkrat na save changes, zato ker smo dodali novo globalno glavo. Zdaj pa, če grem pogledat na mojo spletno stran, kako ta zadevščina izgleda v resnici. Evo, tukajle imamo desktop view, imamo logotip, mimogrede, ta logotip v tem trenutku ni aktiven, ne morem na njega klikniti. Če bi želel to narediti, grem v opcijo od menija in tukajle imam prvo opcijo logo link URL, pa bom na primer naredil samo en slash, tako da linka pač nekam potrdim, shranim in če se še enkrat vrnem nazaj, imam zdaj link, na katerega je možno klikniti. In če začnem scrollati po tej strani, imam zdaj cel čas ta moj lepi meni na levi. Medtem ko, če to isto stran obiščem na primer na telefonu, imamo zdaj meni, ampak v tem primeru, v mojem primeru, je nekaj narobe z menijem. Izgleda, da čeprav se spomnim, da sem fixed spremenil, si tega podatka nekako ni zapomnil, tako da se bom vrnil nazaj v mojo globalno glavo. Pretty sure, da sem shranil. Skratka, šel sem v mojo globalno glavo in šel bom pod advanced, napačna stvar, ne menu, ampak sekcija, pod advanced, position in šel bom pri tablici, pri tablici default, telefon, default, desktop, fixed. Pretty sure, da sem to nastavil. Shranim. Zdaj bom pa, ko sem že tu, eno stvar, ki sem jo imel, tukajle, ki sem jo gledal, je, da tlele, na primer, pa nimamo te izjemne črte, pa bom še tlele dodal to črto. Torej, grem v nastavitev od sekcije, grem v design, pod border,
In pa no. Zanimivo. Nekako sem si mislil, da bo možno narediti dve različni poziciji borderja glede na pozicijo oziroma glede na element, s katerim brskamo, ne, torej na telefonu ali na računalniku, ampak to ni možno. Tako da si lahko samo spremenim širino za telefon ali za tablico, ne pa pozicijo in širino. Tako da si bom pustil to zaenkrat pri miru. Kliknil bom na save. In če si to mojo lepo spletno stran še enkrat pogledam, lahko zdaj vidim, da normalno brskam po njej. Imam hamburger meni, dve socialni ikonci in meni, na katerega je možno klikniti. Na računalniku pa moj neverjetni novi vertikalni meni.